Kdo je pa izum žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden. na valu 202. Lepo pozdravljeni radiovedni. Kako je šel 1. septembrski teden? Sploh tistim, ki ste po poletnih mesecih spet sedli v šolske klopi? Jaz si kar predstavljam, da je začetek novega šolskega leta marsikomu načenjal spanec, ob čemer pa se vse bolj debeli še luna, ki bo ta konec tedna celo mrknila. Torej pravšnja priložnost, da na plano potegnemo vprašanje, ki nam ga je poslala Eneja, in sicer: ali ob polni luni res slabše spimo? Verjamem, zato ker premika oceane, ki so polni vode, človeško telo je tudi polna voda in verjamem, da vpliva na nek način. Ne vem, jaz to pri sebi opažam, da če je polna luna, se malo slabše počutim ponavadi. Nocoj, ko je polna luna, sem slabo spal. Recimo, kdaj težko zaspim zaradi vpliva lune? Večinoma mislim, da so ženske bolj na tem, ampak nekaj je na tem, ja. No, recimo pri meni je tako, da slabše spim, takrat se zbujam po noč, tako da imam težave z luno, recimo, ne. In ne le mimoidoči v Ljubljani, s katerimi se je pogovarjal Nejc Rac, tudi preštevilni pesniki so za svoje slabše počutje krivili luno, kot na primer Kete. Noč trudna molči, nezamudna beži čez mestni trg luna sanjava, ki ruši pokoj moji duši nocoj. Brezskrbno pa deklica spava. Zdaj pa zavihajmo rokave in k znanosti. Obstajajo kakšni znanostjo podprti dokazi, da nam luna res načenja spanje? Z dopusta se nam je oglasila profesorica Lea Dolenc-Grošelj, nevrologinja, klinična nevrofiziologinja in evropska ekspertinja za motnje spanja. Takole nam je pojasnila. Ja, narejenih je bilo veliko študij, ki so gledale oziroma preučevale vpliv polne lune na ljudi, na počutje in na spanje ljudi. Kar so ugotovili, je v bistvu samo to, da kadar spimo pri nezatemnjenem oknu, se pravi, da imamo v spalnici svetlobo, ki jo seva luna, takrat spimo slabše, zaradi tega, ker se nam izloča manj melatonina, zaspimo kasneje, spanje je za več prebujanji in tudi krajše. In študije so bile delane na ljudeh, kjer ni bilo, zatemnjenih prostorov in v primerjavi s tistimi, ki so spali ob polni luni v zatemnjenih spalnicah. Kriva torej ni polna luna, ampak svetloba, ki jo ta ustvarja po noči. Seveda, problem je svetloba, ampak v časih, ko še ni bilo elektrike, je svetloba po noči motila, ker takrat so ljudje hodili spat, ko je bilo temno, vstajali, ko je bilo svetlo, in noči, ko je bila polna luna in ko niso imeli zatemnjenih prostorov, je bilo seveda bolj svetlo in spali so slabo in s tem so povezovali tudi vsa druga možna dogajanja po noči. Temu pritrjuje tudi astrofizik Andrej Guštin iz zavoda Kozmolab. Jaz dobro spim v polni luni. Torej, polna luna pomeni, da je noč precej svetla. V današnjem urbaniziranem svetu, kjer imamo svetlobno onesnaženje vse okoli nas po noči, to pomeni, da so cestne svetilke prižgane, mogoče ti celo svetijo v spalnico, je to mnogo huje kot polna luna. Tako da dejansko povezave med tem, da nespečnostjo in polno luno ni, oziroma spet bom rekel, ni znanstveno dokazana. In če razmislimo, da živimo v svetu, kjer je po noči močno osvetljen, ta boga luna, je kriva za vse, to je najlepše reči, ampak načeloma so težave verjetno tudi druge. Kaj pa to, da je človek pretežen del sestavljen iz vode in če vidimo, kakšen vpliv ima luna s pomočjo svoje gravitacije na morje, na primer, na to našo globalno vodo, da ga ne bi imela na našo lokalno, torej našo mikrovodo, naše telo? Ja, tukaj jaz dam vedno eno tako primerjavo.
Vzamemo, natočimo v kozarec vodo, ga postavimo nekam na mizo in počakamo, ali bo prišla na to vodo plima in oseka. Zakaj se to ne zgodi? Ne? Ja, seveda, Luna seveda svojo težnostjo vpliva na oceane, na premakne, ne, torej to gmoto, malo ji pomaga še sonce. Ta vpliv pa na kozarec vode ali na naša telesa je pa popolnoma zanemarljiv. Ne. Bolj razvpit prepih ima večji vpliv na nas lahko kot gravitacijski vpliv Lune. Ima pa polna luna zaradi svoje svetilnosti velik vpliv tudi na nočne živali. Ornitolog Alf Rezec iz Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo nam je predstavil, kako je s polno luno na primer pri sovah. Pri mladih sovah, ko zapuščajo svoj teritorij, da ga zapuščajo vedno ob polni luni, ko je vidljivost večja, razumljivo prihajajo v novo okolje, ki ga ne poznajo, ne? In takrat je bolj pametno, da več vidiš kot manj. In ker bo jutri popoln lunin mrk, Alf Rezec izpostavlja še eno zanimivo opazovanje pri pticah. Zelo zanimiv je bil pravzaprav ne eksperiment, pač pa opazovanje, ki so ga izvedli v Španiji, ko so proučevali aktivnost petja pri veliki uharici. Opazovali so to v noči, ko je bil lunin mrk. In so opazovali, kako samec ob polni luni prepeva in ko je prišlo do mrka, je prenehal peti. In potem spet, ko se je luna razkrila, je začel spet prepevati. Ne? Ja, podoben eksperiment lahko naredite tudi sami, če boste jutri zvečer kje v naravi. Opazujte, kako se obnašajo živali. Predvsem pa absolutno ne spreglejte mrka samega. Od 19:30 ga bomo spremljali tudi na valu 202, lahko se nam pridružite v živo. Skupaj z astronomi zavoda Kozmolab bomo mrk opazovali pri Tivolskem gradu v Ljubljani. Luna bo svojo predstavo začela približno ob 7:30, ko bo ušla in takrat bo že v mrku in ta pojav lahko spremljate tudi iz domačih balkonov, oken, vse tja do 21. ure. Kako bo izgledal, kako ga boste sami podoživeli, morda posneli kakšno fotografijo, pišite nam, pošljite nam, vsakršnih vtisov bomo veseli na frekvenca x@rtvslo.si. Pa pozdrav do prihodnjič. Radio Vedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.